Spominji v zadnjih letih pogosto zatava daleč nazaj za dosna leta, predvsem s temi leti. Končala sem 7. razred začne gimnazije v Ljubljani in v maju 49. leta dopolnila 18 let. To je bil čas po sprejetju resolucije o informiranju in prelomni čas mojega življenja. Nad Slovenijo so se zgodili težki dnevi, saj je partijsko vodstvo ponovno iskalo notranjega sovražnika. Zavidali in pošiljali so ljudi do grobišča po vse poti. Povedati moram, da smo imeli takrat na Klasični gimnaziji ilegalno organizacijo Demokratska mladina Slovenije, katere časa bila ljubljanski dvojni mož. Mojega pata so zaprli na dan povedega Otona Zopačiča, mislim, da je bilo to 14. junija. Ker dolgo po njegovi aretaciji ni bilo po aretaciji drugih sošolcev, niso nobenega več zaprti, sem bila pripričana, da se stanje umirival. Kako sem se zlotila? Mesec dni kasneje so prišli po mene. Bila sem zaprvarjena, šokirana in še danes ne vem, ali sem se prav postorila v svojih domačih. Po mene sta prišla dva mošta, ki so se predstavila kot delavca Uber in me upeljala za slučanje. Takoj po koncu vojne sem namreč v juniju mesecu zaprli očeta. Major Mitja je predlagal sojenje pred vojaškim sodiščem, kar pa ni uspelo. Kmalu po njegovi izpustitvi smo morali zapustiti stanovanje na Krivotu. Zatekli smo se stari mami po mami in stali na Poljane. Tako sem na dan aretacije od tu v spremstvu dveh mož brez besed hodila pod mimo demoranske vojašnice na Karlovško cesto, kjer je imela svoje prostore v zaseženi bili Urba. Dolgo so me zasluševali, vsebine danes ne vem. Verjetno sem se radi šoka potlačila vse marsikateri spomnim na tiste dneve. Proti večeru so mene in še nekatere druge znanice odpeljali v zapore na Koševo v ulici. Ko se odprlo vrata sobe, sem pred seboj zagledala veliko število postelj, ki so bile vse zasedene in ženske, ki so ležale kar na tleh. Postalo me je strah. Odmerili so mi prostor na tleh. Neko noč zunaj je treskalo in grmelo, bil je hud naliv, so me poklicali na zaslišanje in zahtevali, da podpišem izjavo o sodelovanju z Urbo, kar sem odklonila. Po nekaj dneh so mene in številne druge po noči odpeljali na sodišče na Mikuščevo cesto. V roke sem dobila odločbo o prekršku, s katero sem bila kaznovana na 3 mesece poboljševalnega dela in drugo za 14 mesecev družbeno koristnega dela, kot je vzgojni ukrep. Odpeljali so nas na železniško postalo, strpali v železniške vagone in odpeljali v neznano smer. Na končni postaji smo na vse zgode zjutraj ob izstopu vlaka videli, da smo prišli v Kočevju. Res me je stisnilo pri srcu in vprašala sem se, ali nas peljejo na norišče. Vedela sem, da so konec maja do začetku junija 45. leta vozili Kočevje vrnjene borce Slovenske narodne vojske in jih tam umorili. Prepričana sem bila, da nas čaka enaka usoda. Po nekaj kilometrih pešačenja so nas kamioni pripeljali nekaj oddaljeno vas, za katero smo pozneje izvedeli, da se imenuje Trg. Zagledali smo nekaj hišo glavnih žico, stražnimi stolpi, biličnice in biličnike s vrtosvirkami. Živa groza. Ljubi Bog, kam smo prišli? Za žico so se prenikali ženske brez besed, nekateri so moči nekaj polile iz zemlje. Neka sotrpinka je zagledala svojo teto, ki je v 14 dneh popolnoma usilila in je komaj spoznala.
Kaj se da tu dogaja, sem se spraševala, pa sem kmalu ugotovila, kaj za vladajoče partijsko vodstvo pomeni družbeno koristno delo. Omeniti moram, da je minister za notranje zadeve v letu 1949 izdal odločbo o ustanovitvi ženskega delovnega taborišča za družbeno koristno delo v Rajnbolu. Tam so bili državni firmi živila, za katero so skrbeli moški zaporniki, ki so smeli ostati tudi in obiskati domače. Ženske so poslali v oddaljeno vas Sandrek. Vse pa je bilo v zaprtem območju Kočevja. Namestili so nas izpraznjene hiše, v katerih so nekdaj pribivali kočevski Nemci. Prostor so dobili na postreše eno od hiš skupaj z neštetimi ljudmi so pribivali. V nekaj dneh so napolnili taborišče s 700 do 800 slovenskimi dekleti, ženami in materjami, ki so jih pobrali na cesti, delovnih mestih, na domovih in drugod. Večina smo bile politične zapornice, študentke, profesorice, zdravnice, odvetnice, večina pa visoke izobražene, pa tudi druge iz vse Slovenije. Mislim, da sem bila edina dijakinja in med najmlajšimi razni 16-letnega dekleta, ki sploh ni razumela, zakaj so jo priprli in poslali taborišče. Razlagala je, da jim očitajo življenje v kombinatu, v resnici pa so imeli za konkubino. Oddelnica Ljuba Freder, ki je bila tudi z nami, je zadnji zahtevala zdravniški pregled. Zdravnik je ugotovil, da jim je kontakta in morali so je spustiti na svobodo. Koliko je bilo svetega izpuščenih na postop, se ne spomnila. Vem, da jih ni bilo malo. Vse ostale, ki smo morali obtožiti kazen površevalnega dela, pa je čakalo nesmiselno, rekla bi služinsko delo. Kako smo morali izbijati po nekaj mesecih v istih poletnih oblekah, ki so razpadale na nas in kar je še huje v istem prelivu. Zjutraj smo dobili zapališče vode in nisi vedel, ali naj jo popiješ, se znov umiješ, ali vsaj kaj drugega nisi mogel. Zgodilo se je, da so najhujši zločini pripeljali cisterno vode in jo pred nami sprezlili, ne da bi dobili vsak požirek. Ženske so oblakote in domakane vode padalo v nezavis sredi dragolišča, pa je do paznicam in paznikom preomalovan. Dnevni obrok je vtičal, da smo komaj preživeli. Zjutraj nekaj rjave tekočine, ki naj bi zakala, in redek rozni zob, za kosilo in večerjo pa zapeta voda, v kateri je plavala kakšna zelenjava ali košček krompirja. Brez kruha smo bile 6 tednov, potem smo dobili vsak dan majhni hlebček koruznega kruha, ki je bil trd kot kamen. Delo, ki smo ga opravljali, je bilo daleč od pojma družbeno koristno delo. Morali smo ure in ure ob neznosnih poletnih vročini udarjati kamen od kamen in z globine posipati cesto. Kameni okruški, ki so padali vse naokoli, so nam razbili noge in druge dele telesa, po ravnih duškah pa so se pasle ruke. Bili so bili, ki smo morali dvigovati težke skale, 4 smo jih komaj dvignile in odnesti na določen kraj, jih pobrati in odnesti nazaj na prvo mesto in naslednji dan ista zgodba. Druga skupina je morala vaško pokopališče zravnati z zemljo, kot da tu niso živeli ljudje. Na bližnjem hribu vasici Medved so morali uspiti sveto varne cerkvice in deliti duh in obleko znositi pokopališče. Postavljati je bilo treba lesene barake, v katerih nismo nikoli prebivali, so bili pa v njih nastanjeni taboriški izhodišča. Današnje Kručalo, med njimi bi tudi moj bodoči mož. On je našel leseno lato, na katero sem napisala svoje ime in priimek, ga odvrla in ga odvrla v bližini barak. Hotela sem ljudje povedati, ki ležijo naši posmrtni ostanki v primeru, da bi taboriščice kupili.
Vsak dan je bilo slišati pričanje in smerjanje kasnic in kasnikov, da smo gadja zalega nevredna življenja. Strah za življenje in izjava o pogojnem izpustu na Hristos, da ne bomo nikoli poveljevali, kaj se je v taborišču dogajalo, je bil tako močan, da nekatere še danes močijo o tem delu svojega življenja. K očitku smo šli še pozno zvečer in ko smo utrujene zaspale, so nas izbujale velike orkane in grizle, največkrat po obdavju. Zgodilo se je, da je bilo naenkrat slišati krik v noči, volkovi pa so bile le podjame. Pazniki so nas strašili namreč, da nas v pribligu tega v bližnjem vozu čakajo volkovi in medvedje. Preostali dve kratke noči. Vstajati smo morali že ob 4 ure, so nam kratila povelja zbor. Podskakati smo morali iz ležišč, ležali smo na tleh na zdrovljeni senu in se postaviti med hišami v zbor. Potem so sledila povelja, jezi in pišne. Večkrat po noči so nas tako zbujali včasih na povdne in se izživljali nad nami. Večkrat nas je doletela kazna, če smo se pogovarjali ali po mnenju paznikov, da počasi delale, če katera ni mogla primeti težkih skal. Kazni so bile hude, strižene na golo, lečane, hude in bile stregi taborišča. Dan, 3 ali celo 11 dni preživeti v bunkerju s podganami, večkrat tudi polne vode. Ves čas smo se bale za življenje in imeli veliko domotožje, saj smo lahko domačem javile, šele po 7 mesecih odsotnosti iz Škofje Loke. Bivališče taborišnice je Ljuba Keller še drugo poimenovala Podgavni grad, Kurja Lakota, Sokolji grad, Senkresne noči, 3 miličniških hišam, ki so stale izven taborišča, pa je rekla Gadja gnezda. Znova in znova smo se spraševali, zakaj nas je doletelo v nesmiselno trpljenje, saj smo le hlepetele po demokratični domovini in nikoli nismo zatrajili, da smo verne. Zadnjega oktobra, ko se je že močno slabila in se okoli nas tudi volkovi, je prišel dokaz o premestitvi. V poznih nočnih urah, zunaj je močno deževalo, smo morali peš korakati do kočevja. Spremljali so nas pazniki na konjih in kričali, da bo streljali na vsako, ki bi stopila iz vrste. Premočene, prestrašene, prezele so nas počeli strpali v živinske vagone. Pozno po noči smo pristali v Škofji Loki na gradu, ker je bilo življenje bolj vzdržno. Iz grajskega dvorišča se je videlo na pokopališče, kjer je gorila na 100 sveč. Bil je namreč 1. november. Domov sem se vrnila 17. marca 1950. Dočakali smo beli dan, ko smo z veliko večino referendumu glasovali za vajniško deklaracijo, s katero smo sporočali, da hočemo živeti v socialni državi slovenskega naroda. Živeti hočemo v državi, kjer vladata demokracija in vladavina prava. Nobenemu samosvojitvenem dokumentu ni govora, da bi nastali na podlagi dosežkov nov. Žal pa se tudi v sedanji državi kršijo človekove pravice in svoboščine. Država nazaduje na svoje vseh področjih. Nismo naredili vsega, kar smo se zavezali z vajniško deklaracijo. Evropski parlament je pred 10 leti sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu in obsodil vse totalitarizme, fašistični, nacistični in komunistični. In 23. avgust določil Zadar Smovina zadržal vse totalitarnih in avtoritarnih režimov. Državni zbor Republike Slovenije se je z resolucijo le seznanil, mi pa je podprl, češ da so bile razmere v države do države drugačne.
Kako pravna država ne deluje, je moč videti v stroku, saj so mnogo ustavne odločbe nerealizirane, med drugim tudi odločbe o financiranju zasebnega šolstva. V parlamentu so v zadnjem času odvijali žolčen debate o zasebnem šolstvu, o tem, o beri, o katoliških gimnazijah. Iz razprave je moč slediti na strani Levice, da bi te šole naraje ukinila. Novih princesi pa ne bi dodelila. Kaj Levica in ministra tako moti? Česa se vodila? Jih moti verska vzgoja na podlagi krščanskih moralnih vrednot. Ponosni bi morali biti na dijake teh šol, ki dvigajo povprečje uspešnosti v Sloveniji. V družini številka 29 zasledimo člane, ki izjemno uspeh katoliških gimnazij. Citiram, 3 izmed 4 gimnazij se lahko pohvalijo s 100% uspehom. Skupaj so katoliške gimnazije z 98,5% odstotno uspešnostjo visokega povprečja, da katoliške šole v večji meri svoje dijake pripeljejo do mature in s tem do uspešnega zaključka šolanja. Izmed 236 mladih dijakov jih kar 34 prihaja iz katoliških šol. Škofijska gimnazija Vipava pa se lahko pohvali z enim izmed poslih diamantnih maturantov. Je potrebno še kaj dokumentarati. Mislim, da razumemo vse. Minister za šolstvo predlaga v zadnjem času nov ključni predmet državljanska in dohodninska vzgoja. Ne pove pa, iz katerih učbenikov se bodo učili in kdo naj te predmete poučuje. Bomo končno slišali resničen prikaz zgodovine virtualnega časa o povojnih taboriščih Tekalje, Šentvita, Ljubljano, od Mercesno Odorico, Karibski Alpi, od Barbarinem Rogu in drugih 600 boriščih, od državljanski vojni in revoluciji na Sloveniji, ker je dogajalo osamosvojiti Slovenija in 10-letni vojni iz ZDA. A bomo, ali pa bo Levica v parlamentu ponovno očitala, da poskušamo spremeniti zgodovino in televidiranja nedovolji, pa se pustimo presenetiti. Zato vam na srce polagam, ne pozabite tisti velikih žena in mater, ki so v tihi bolečini žalovali za svojimi blagimi, ki so svoja življenja delovali na odkladne godine in vrnimo ženi njeno dostojanstvo, kot je prizval seveda danes sveta svet Janez Pavel II. Papež v svoji zgodovinski poslanici žena na svetovne podpisu otecnici. Posebno spoštovanje si zaslužijo vse ženske, ki so trpele v komunističnih taboriščih. Spomnimo se tudi društvo totalitarnih in avtoritarnih režimov. Hvala in Bog blagoslovi Slovenijo.